Pozdravljeni! Pred dirko za veliko nagrado Kanade je prav, da si vzamemo še nekaj minut za zadnji briefing. Kot običajno bo tudi tokrat zadnji briefing razdeljen na 3 ločene dele. V prvem delu si bomo ogledali dogodke, ki smo jih videli na samih kvalifikacijah. V drugem delu se bomo ozrli malce po možnem ritmu na sami dirki za veliko nagrado Kanade. V tretjem delu vam bom pa predstavil moje osebno videnje glede možnih strategij na sami dirki. Začnimo kot običajno na začetku s samimi kvalifikacijami, kjer moram najprej poudariti, da vremenska napoved je bila rahlo zgrešena. Plohe smo pričakovali v petek in ne v soboto, ampak ta obrat je dodobra premešal razmerja sil na štartnem razporedu. Treba je poudariti, da vremenska napoved za nedeljo še zmeraj kaže na dokaj suho dirko. Torej pri nekaterih ekipah so lahko malce taktizirali in izbrali tiste nastavitve primerne za samo dirko, medtem ko pri nekaterih drugih ekipah so hoteli malce zablesteti na samih kvalifikacijah, zato so izbrali recimo temu nastavitve bolj za vlažno progo. Sam si drugače ne znam razložiti, zakaj so bili pri Aston Martinu in predvsem pri Alfa Tauriju toliko slabši. Za Aston Martin sicer ni veliko presenečenje, da so izgubili tisti pokazani potencial na prostih treningih, ampak pri Alfa Tauriju, predvsem pri Gasliju, nisem pričakoval, da bo izpadel v prvem delu. Yuki Tsunoda bo svojo dirko začel iz dna, tako in drugače, zato se tudi na samih kvalifikacijah verjetno ni preveč trudil. Ampak Gasly, videli bomo na sami dirki, ali bo kar naenkrat postal konkurenčen, in isto velja tudi za Sebastiana Vettela in seveda Lensa Strolla. Po drugi strani smo videli, da pri ekipi Haas so v takih razmerah bili kar naenkrat konkurenčni. Je treba tu poudariti nastavitve, ali pač to obdobje deževnega vremena je bilo pravzaprav tisto idealno, da so pri ekipi Haas z bolidom VF22 kazali v svoj potencial. Treba je poudariti, da oba voznika v zadnjem, tretjem delu kvalifikacije, kjer pa je bil seveda Kevin Magnussen zopet malček hitrejši od Micka Schumacherja. In Mick Schumacher je bil pred Magnussenom dobršni del tretjega dela kvalifikacije. A tokrat v Kanadi bo imel lepo priložnost, da dokaže svoj potencial in svoj talent. Upam, da bo Mick Schumacher to priložnost končno izkoristil. Kajti ne vem do konca sezone, kolikokrat se mu bo to ponovilo. A za trenutek se bomo sedaj ustavili pri skuderiji Ferrari in Charlesu Leclercu. Nekam presenetljivo so pred začetkom sobotnega dogajanja v bistvu vgradili cel set novih komponent v njegov pogonski sklop. Meni, da bo začel dirko iz dna, sicer zaradi kvalifikacij iz predzadnjega mesta, ampak kljub vsemu kar nekaj nelogičnosti. Najprej, iz ust Matije Binota smo pred začetkom vikenda slišali, da nove komponente naj bi nekako zagotavljale neko tehnično varnost. A videli smo, da v tem vikendu so Charlesu Leclercu primer zamenjali 2 motorja z notranjim izgorevanjem, tretjega ter četrtega. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kajti isto potezo so napravili pri Carlosu Sainzu mlajšemu.
Vgradili so mu tretji motor z notranjim izgorevanjem bistveno pred ostalo konkurenco. Namreč, vprašanje je legitimno, ali je ta bistven element pogonskega sklopa sploh zanesljiv. In videli smo pri Charlesu Leclercu kar nekaj menjav, kar ga je popeljalo čez tisto mejo kazenskih mest. Mnogi izmed vas bi sedaj lahko dejali, da so pri Ferrariju nekako izkoristili priložnost in si napravili zalogo elementov pogonskih sklopov. In sedaj, če si pogledamo malce športni pravilnik Formule 1. Voznik eni veliki nagradi menja več istih elementov pogonskega sklopa, uporablja le zadnjega. In če sem pravilno interpretiral ta člen, to poenostavljeno povedano pomeni, da tretji motor z notranjim izgorevanjem Charlesa Leclerca v bistvu odpisan. Videli bomo v nadaljevanju, kaj bo to pomenilo. Moja osebna razlaga je pač sledeča. Pri Ferrariju načrtujejo menjave tudi v nadaljevanju sezone, kar je po svoje logično. In s to potezo so se izognili tistim kaznim 10 štartnih mest na štartnem razporedu. Namreč pravilnik veleva, da ko prvič greš čez mejo dovoljenega, se ti pribije 10 mest, z vsako nadaljnjo menjavo enega in istega komponenta pa samo 5. A gre za mojo osebno interpretacijo, kjer drugega racionalnega razloga za to menjavo pač nisem dobil. In seveda presenečenje na samem vrhu štartnega razporeda. Vidimo Fernanda Alonsa in seveda Lewisa Hamiltona bistveno višje, kot smo navajeni v tej sezoni. Kaotične razmere, predvsem v tretjem delu kvalifikacij, so pomagale tudi dvema. A videli bomo na sami dirki, kjer dvomim, da bosta lahko držala ritem Maxa Verstappena, tokrat pravzaprav ni imel prave konkurence. Kot smo govorili že prej, Carlos Sainz mlajši ni tisti talent, ki bi se izrazil na samih kvalifikacijah, bistveno bolj konsistenten je na dirki. Kot bomo videli v nadaljevanju, tu, ukolikor ne bo imel kakega strateškega prebliska, izjemno težko ogrozil Maxa Verstappena. Seveda, možne so napake, možne so nesreče, možne so prekinitve, ampak tega ne moremo napovedovati. Če si pogledamo sedaj situacijo, bomo lahko kaj hitro razumeli, da tu v Kanadi se da zgoditi nekaj pravzaprav zanimivega. Kolikor bo Max Verstappen povedal od samega začetka dirke, bomo lahko videli, da tako Fernando Alonso kot Lewis Hamilton bosta nekako zadrževala vso skupino za njima. In Max bo pridobil lahko že v prvih krogih odločilno prednost. To nam kaže tudi ritem. Ker sicer vidimo, da sta Red Bull in Ferrari približno enako hitra. Ampak to v tisti drugi skupini imamo Mercedes, McLaren in Alpine. Ampak zaostanek je tak, da dvomim, da bodo sta lahko tako Hamilton kot Alonso ogrožala seveda Verstappena. Ampak tudi drugi v ozadju bodo z veliko težavo prišli mimo. In seveda vprašanje, kaj lahko naredi Ferrari s Carlosom Sainzem mlajšim. Če pogledamo to drugo preglednico, bomo videli, da Ferrari na tistih hitrih delih proge ni tako konkurenčen, kot bi si lahko v dani situaciji želeli. Kar zopet pomeni, da se Ferrari lahko v tej situaciji nekako ozre samo na kakšen strateški prijem. Namreč v prvih krogih, ukolikor Maxu Verstappenu uspe pobeg, menim, da bo, kolikor se ne zgodi kaj nepredvidljivega, dirka odločena.
v korist Maxa Verstappena. Je treba tudi poudariti, da je imel Perez težave na samih kvalifikacijah, ampak on igra sedaj vlogo drugega voznika in bo verjetno v mislih Red Bulla oviral Charlesa Leclerca, ki bo prihajal iz seveda na razporeda. Poglejmo si sedaj možne strategije za samo veliko nagrado Kanade in kot običajno moram priznati, da sam nisem videl nobene napovedi, ki bi jo sestavil Pirelli ali kdo drug, zato moje variante so lahko čisto nekaj drugega kot tisto, kar bomo videli v nadaljevanju dneva in seveda možno je, da so popolnoma zgrešene. A sam vidim tu za tisto najbolj dolgočasno in najbolj verjetno varianto, tisto z enim postankom, ko bodo vozniki začeli s pneumatiko medium in nato nadaljevali s pneumatiko hard. 30 krogov za pneumatiko medium približno in 40 krogov za pneumatiko hard. Tu je tisto okno menjav dokaj široko, lahko pridemo tudi do polovice dirke, 35 krogov, ampak zaradi lažjega razumevanja sem izbral to razliko v sami dolžini stinka. Imamo tudi opcijo predčasnega postanka, s tem, da bi voznik lahko uporabljal pneumatiko soft na začetku. In to imel na svojem bolidu za približno 15 krogov in nato do konca dirke bi lahko vztrajal na pneumatiki hard. Zadeva v teoriji je malce počasnejša, ampak lahko bi Carlos Sainz mlajši uporabil to varianto, da bi preskočil tiste voznike pred seboj, ki bodo verjetno malce prepočasni za njegov ritem. Zadnje je treba dati še neko opcijo, varianto s dvema postankoma. Tu v Kanadi se pri menjavi izgubi v bistvu manj časa kot na ostalih progah, kajti odseče se ovinek na koncu, praktično tisto zadnjo šikano in seveda ovinek tam na začetku. A poglejmo, začeti na pneumatiki soft in tu malce podaljšati stint. Sam sem dal možnost približno 17 krogov, ampak kolikor bi komu uspelo priti tja proti 20. krogu, bi imeli na to možnost izbire. Namreč natakniti pneumatiko hard ali pneumatiko medium. Idealna bi bila pneumatika medium, ampak vse odvisno od dolžine srednjega dela dirke. Nato za zadnji del zopet pneumatika soft, kar bi naredilo bolid konkurenčen in tu je realna možnost lahko podaljšati tudi čez 20 krogov, kajti bolid s praznimi rezervoarji seveda obrabi tudi manj pneumatike. Vse odvisno tudi od vremenskih razmer in seveda možnih prekinitev, kar daje zadnji strategiji kar nekaj fleksibilnosti, kolikor bi nekdo nekako špekuliral in čakal na varnostne avtomobile ali podobne zadeve. A o tem se bomo seveda bolj podrobno pogovarjali v samem komentarju dirke. Kar se tiče našega zadnjega briefinga, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.